Živijo, upam, da ste dobro, tole je že nov Harrisov aktualni angleško-nogometni raport. Še boljši bi bil, če bi seveda v mrežo stisnil dva zicerja. Zgodilo se je, kar v Angliji ni pričakoval prav nihče od 5 premier ligaških klubov, sta med osmerico najboljših v letošnji ligi prvakov napredovala le 2. Med svežima izpadoma Chelsea in Manchester Uniteda je bil senzacionalen edino slednji, ali zmaga Seville na Old Traffordu. Toda to še ni bilo vse. Unitedov trener Jose Mourinho je v pojasnilu po tekmi v resnici ponižal, če ne kar grobo užalil lastnega delodajalca, še bolj pa navijača največjega angleškega kluba, rekoč, da Unitedov izpad ni posebna drama. Kaj pa je to kaj takega? Od tistega, ki je odgovoren, da se prav kaj takega ne bi zgodilo, takšnega razmišljanja bržčas ne bi pričakovali, še posebej ne v času, ko se je zdelo, da je Manchester United s 3 zadnjimi sicer tesnimi prvenstvenimi uspehi in to v tekmah proti Chelseaju in proti Liverpoolu končno uspel ujeti za značilen zmagovalni moment. Mourinho je tako, in to ni prvič, namenoma počgal gnev na svoj račun tudi med nami poročevalci in novinarji. Podobni medijski vozli, ki jih je Portugalec zategoval že prej, ko je deloval ne le tu v Angliji, pač pa v Italiji in tudi v Španiji, so se praviloma presekali z njegovim odpustom. Ali se je muhasti Mourinho Uniteda že naveličal, pa bomo videli, verjamem, kmalu. Morda že v soboto zvečer, ko Manchester United v 6. krogu ali v četrtfinalu angleškega pokala doma gosti Brighton. Po sobotnem londonskem derbiju Chelsea Crystal Palace pa sem srečal Palacovega kapetana Luko Milivojevića, športnika, ki pa mu gre zelo zaupati. Stisnimo pesti za Luko ter njegovemu Crystal Palaceu zaželimo uspešen beg iz cone izpadanja ali nujno potrebne 3 ali 4 spomladanske zmage. Crystal Palace to soboto popoldne v polovičnem sporedu 31. kroga v Premier Ligi gostuje v Huddersfieldu. Tako, se na Harrisovem Facebooku ujamemo spet že čez teden. Jaz sem Matjaž Ambrožič in vam kličem živjo iz nogometno vedno razvnete Anglije.